Ko zapade sneg in je mariborski mestni park prekrit z dovolj debelo snežno odejo, ki postaja zaradi vse toplejših zim žal vse redkejša, lahko v njem še danes uzremo posamezne, bolj ali manj spretne tekače na smučeh, na bližnjih gričih in spetinah pa sankaške navdušence, ki se sankami razposajeno spuščajo po belih strminah. No, starejše generacije Mariborčanov pa se še dobro spominjajo, da so nekoč v srčju mestnega parka drsali na poledeneli površini 3 ribnikov, ob različnih priložnostih pa so si lahko ogledali celo kakšno drsalno revijo ali tekmo smučarskih tekačev. Zimskih radosti v mestnem parku in na okoliških gričih so se vselej razveselili tudi otroci judovskih družin, med njimi sta bila tudi brat in sestra Karlo in Lidija Rozner. Karlo in Lidija Rozner sta bila potomca znanega mariborskega poslovneža in tovarnarja Marka Roznerja, lastnika več tekstilnih tovarn in njegove soproge Šarlote. Karlo se je rodil leta 1922, 6 let pozneje je na svet prijokala tudi Lidija. Družina Rozner je bila med premožnejšimi mariborskimi judovskimi družinami. Imeli so svojo kuharico Tili in varuško Mici, na katero je bila še posebej Lidija zelo navezana. Od leta 1933 so Roznerjevi živeli v čudoviti vili na današnji Kopitarjevi ulici, dovolj blizu mestnega parka, ki je Karla in Lidijo po zimi vedno znova vabil k uživanju v zimskih radostih. Le nekaj dni pred napadom sil na Jugoslavijo se je družina Rozner iz Maribora zatekla najprej v Srbijo, od tam še istega leta na Madžarsko in leta 1943 po zapleteni in nevarni poti preko Romunije, Bolgarije, Turčije in Sirije naposled v Palestino. Družina Rozner se po 2. svetovni vojni ni več vrnila v Maribor. Marko in Šarlota Rozner sta ostala v Palestini oziroma v Izraelu, njuna otroka pa sta se ustalila v Italiji in si tam tudi ustvarila družino. Karlo je z družino živel v Trstu, Lidija v Novari. Karlo in Lidija sta mnogo desetletij pozneje nekajkrat še obiskala mesto svojega rojstva in otroštva. Njuni obiski in srečanja s prijatelji in znanci v Mariboru so bili vselej čustveni in polni spominov. Nekaj teh dragocenih spominov hranimo v obliki digitalnega slikovnega gradiva tudi v sinagogi Maribor. V hrambo in uporabo so nam ga dali potomci Lidije Busti, rojene Rozner in Karla Roznerja. Še posebej smo jim hvaležni za njihov neprecenljivi dar, za usnjeni kovček, ki ga je Lidija Rozner nosila ob begu iz Maribora leta 1941 in od katerega se menda vse do smrti ni nikoli ločila.